ljubezen. Ti si moja ljubezen. R, A, R, A, D, A, rada te imam. Moja mami je najboljša mami, zato ker se igra z mano. Tako prisrčno je slepi deček Aleksis rekel o svoji mamici. Otrok je srce vsake družine. Z njim ponovno rastemo, se igramo, učimo, včasih tudi ujezimo. A najbolj je pomembno, da smo steber tudi, kadar nastopijo težave. Ja, mama je vsekakor eno tako čudovito poslanstvo. Z otrokom s posebnimi potrebami pa vsekakor velik izziv, ker je v bistvu svet slepih drugačen od sveta nas videčih, in ga težko razumemo. Z tega vidika se morda včasih borimo z nekimi izzivi, ki so nam nerazumljivi. Lepe strani bi pa zagotovo poudarila to, da je Aleksis zelo en tak čuten otrok, ljubeč. Zato, ker velikokrat me objameš tako brez razloga, pa mi rečeš, da me imaš rad. Dostikrat zna biti tudi zabaven, tak bister, včasih me tudi zna kar kdaj kaj popraviti. Če jaz narobe rečem, si zelo veliko stvari zapomne. Tako da s te strani bi rekla, da se zabavamo in se imamo lepo. Čustvena vez med mamo in otrokom je močna sila, ki lahko premika gore in premaguje še tako velike ovire. Mame za nikogar ne skrbi tako kot za svojega otroka in nihče drugi ne izvabi takšnih iskrenih solz radosti kot njen otrok. Mi se imamo radi, 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 radi. Mi se imamo radi, radi prav zares. Kaj pa zdaj? Kako gre? Še se bomo imeli, radi, radi, radi. Še se bomo imeli, radi, radi, radi. Še se bomo imeli, radi, radi, radi. Še se bomo imeli, radi prav zares. Tukaj, ja. Mami. Pa vse mami. Biti mama je res nekaj lepega. Tisti objemi, pogledi, nasmehi dajo tako veliko, kljub težavam, ki se pojavljajo, kakšna neubogljivost, kakšna trma, a ne, Martin? Če kdaj nastane, kar se zgodi, a ne? Ampak s pogledom vse se premaga, no, in veš, da je tisto trenutno in da otroci pobožajo dušo s to toplino že s pogledom. Kam pa hodiš ti? A si v vrtcu? Ja. Res si v vrtcu še? Ja. Ne. Ja. Kaj se hecaš? La. Ti si v šoli? Ne. Nisi v šoli? Ne. Ja, zdaj ljudje bojo pa to verjeli, veš, ko si ti povedal. Rekli, Martin je toliko velik, pa hoče v vrtec. Šolo. Šolo, ja. Z možem imava 5 otrok. V bistvu mi smo poznali nekaj otrok že z Downovim sindromom, pa smo pravzaprav vedeli, kakšni so. Se mi zdi, da težko je, če ne veš sploh,
kaj bi to bilo. No? In ker sem pač poznala nekaj teh otrok, sem rekla, pač karkoli že bo, pač bo. Vem pa, da so ti otroci res takšni dobrovoljni, prijazni, zelo empatični, zelo hitro pogruntajo človeka, kakšne volje je. No? Tako da, in tudi, če si predvsem recimo žalosten, slabe volje, bo prišel k tebi pa na nek način v bistvu te potolažil, spravil v dobro voljo. Dobro se to vidi na bratih pa sestrah, kadar je kdo tako, kaj žalosten, no? Bo res prišel zraven pa jih predstisnil. No? In včasih te skrbi, kaj pa kako bo, ampak si mislimo pač poslal z nekim namenom. No? In se je že dostikrat pokazalo, da je res tako, nas zelo združuje, no? Našo družino in tudi nasploh okolje, v katerem se gibljemo, je takšen povezovalni člen. Daša Peperko je gluha mamica slišečega dečka in deklice. Zanimalo nas je, s kakšnimi izzivi in strahovi se sooča, kot se vsak starš med odraščanjem svojih otrok. Materinstvo je večno in nam vedno znova daje priložnost, da se ob otrocih razvijamo in z njimi rastemo. Zato ne praznujmo le materinskega dne, temveč vsak dan, ki nam je dan, da ga lahko preživimo s svojimi otroki.